Draga družba, en lep pozdrav in dobrodošli spet na kanalu Lunca Films. Evo, danes je pa prav ena posebna zgodba in sicer danes se bomo pogovarjali v bistvu o tematiki, kako ravnati z vodnim skuterjem, kako ga v bistvu najameš, kako skrbiš, da je vse ok in da uživaš maksimalno na vodi, da izkoristiš do konca. No, takole družba, evo, z vami Matic Zalaznik in sicer tukaj pa stoji najmočnejši vodni skuter trenutno na trgu, ki ga lahko v bistvu najameš na X-Rent. Link od spodaj v descriptionu, več bomo pa itak tudi pol povedali. V glavnem 325 konjska zvarina, katera ti da, bom rekel, maksimalen adrenalinski užitek in pa tudi najbolj komfortno vožnjo za 3 osebe. Ja, športak pa touring jet v bistvu vse v enem. A ni to nekaj najboljšega, kar si lahko človek želi? Za najem vodnega skuterja v bistvu rabiš izpit za plovilo oziroma izpit za upravitelja čolna. Vodni skuter dobiš na, se pravi, prikolici, katera je vozna še z B kategorijo in ne rabiš nobenega dodatnega izpita za njo. Plovilo je registrirano za 3 osebe, zavarovano je za slovensko morje, za italijansko morje, plovna vinjeta je pa tudi kupljena, se pravi, za hrvaške vode, tako da imate v bistvu zavarovanje, seveda velja za celo Jadransko morje. Vozite pa se lahko v vseh teh 3 državah, katere so tukaj najbližje Slovenije. Evo pa, da se dotaknemo majčkeno, se pravi, sprednjega dela vodnega skuterja. Voden skuter vam bo nudil maksimalen udobje na vodi, ki vam ponuja 2x100 W surround sistem. Obenem imate pa vgrajene integrirane speed taje. Speed taj pomeni, da je, evo, vezna za vodni skuter, imate štrikac kar per rok. Ko pridete direktno pomol, se lepo vežete in je to. Noter v, bom rekel, v samem storage oziroma prtljažnem prostoru vodnega skuterja je pa še so bokobrani, ki se tukaj ustavljajo lepo na stran, da se napraska, da se lepo pač prives naredi direktno na steno pomola ali podobnega. Noter so pa tudi dodatne vrvi. Vleč imate za vse, pač praktično karkoli, da te ne preseneti nič na vodje. Evo, vodni skuter upravljaš vse tukaj na balanci, na desni roki je gas, na levi roki je pa v bistvu bremza. Dajmo temu reči kot ročna zavora pri avtu, ki ni namenjena, se pravi, uporabljanju med vožnjo, ampak bolj pri manevriranju v, se pravi, port oziroma pristajanju pri majhnih hitrostih, da imaš lahko večji nadzor nad plovilom. Se pravi, ni namenjena, da se pri polni hitrosti bremza, ampak se samo spusti gas in plovilo se bo zelo v hitrem času tudi ustavilo. Takole. Evo, tukaj od spredaj je v bistvu predal, kateri lepo tukaj klikneš nežno in se ti zadeva odpre. Tukaj je v bistvu, bom rekel tako, glove box se temu reče. Glove box je namenjen za shranjevanje telefona, ki je vodotesen predalček za telefon. Obenem imaš noter tudi polnilc za filanje telefona, pa tudi poveže se ti z BRP-jem, kar pomeni, da se ti lahko, da s tem tudi v bistvu upravljaš in musko, navigacijo na vodnem skuterju in vse te stvari. Kar se tiče tega, bom rekel, predalčka, je samo zadihtan ta, kateri se tukaj lepo na 2 klipsne prpne oziroma odpre. Evo, takole se zadeva zapre. Evo, tukaj sta 2 gumbka, taka črna, ki jih takole lepo nežno potegneš k sebi, naredi 2-krat klik in potem, ko narediš to, se lepo prtljažni prostor plovila oziroma havba dvigne. Tukaj noter je pa v bistvu tako. Tukaj noter ni vodoodporen prostor in pride tudi noter voda, tako da merkite, kaj boste noter dali, ali pa uporabljate dry bage oziroma takale vrečke, katere so vodoodporne.
dobite jih tudi zraven pri najemu plovila, tako da imate v večini že to poskrbljeno. Zraven tukaj, se pravi zraven pri najemu plovila spada, se pravi varnostna oprema, kot so life jacketi, to je vse tukaj noter, evo ga life jacket, tale dry bag, ki boste lahko noter shranili, se pravi vaše telefone, brisačo in stvari za preoblečiti ali pa oziroma za na plažo. To je v grobem to. Se pravi, obenem, kaj še tukaj spodaj dostopate? Aha, še to. Tukaj spodaj v bistvu dostopate do, se pravi, do rezervoarja za gorivo. To pomeni, da tukaj noter ga tankate. Evo, zdaj vam bom jaz to pokazal. Tukaj se odpre tale lepo pokrovček, natočite noter 95-oktansko gorivo ali 100, se pravi tankate bencin. Pri najemu je ponavadi tako, polnega dobite, polnega vrnete in to je vsa umetnost. No, tako, zapreš prtljažnik, prtljažni prostor se zapre tako, da morata oba tale klika biti spet poravnana in potem je plovilo spet, bom rekel, pripravljeno za nadaljnjo uporabo. Evo, ključ za plovilo ima v bistvu tacga floatija in pa klips, katera se pripne na jopič, na life jacket, da v primeru, ko padate z jeta, da se ključ iztakne in izgubi kontakt in se pol jet ustavi. Vedno je potrebno uporabljati ta varnostni, bom rekel, kill switch, da ugasnete vodni skuter in tudi če padate dol, bo on vas počakal na vodi. Evo, zdaj bomo pa zagnali tudi vodni skuter, da vidite, kako v bistvu ga pravilno prižgete in potem uporabljate naprej. Tukaj spodaj je v bistvu ena taka bunkica in tale ključ lepo nataknete gor, tako da naredi klik. To je to. Evo, vodni skuter je povezan. Se pravi, zdaj pa tako, naredite, tukaj je gumb start-stop. Pritisnite enkrat in vodni skuter dobi kontakt. Prižgejo se lučke na zvočnikih, prižge se tudi števec. Potem pa, ko ima vodni skuter kontakt, samo tale gumb pridržite. Pazi še to, nikoli ne laufati vodnega skuterja, ko ni v vodi, zato ker pride do hudega pregrevanja in potem nastanejo same težave, ker treba takoj iti na servis pa en kup enih stroškov. Zato v izogib temu je treba ravnati tako, da vodni skuter šele, ko je v morju ali preklopljen na vodo, lahko vžgete. Ko je preklopljen na vodo, vam bom pokazal še v zadnji, kje je priklop gardinja, da se lahko pač nanj priključi šlav z vodo. Lahko vodni skuter izpira motor tam in laufa na mestu približno minuto, ne več kot minuto. Oprema zvočniki delujejo enostavno, play, naprej, nazaj komad, zmanjšate, se pravi volume down, volume up in tukaj je vsa umetnost. Evo, sam števc vodnega skuterja, tukaj na tej strani vam kaže obrate, na desni strani boste imeli, se pravi, ko se povežete z Bluetoothom, imate potem tudi za upravljati glasbo oziroma piše, katera glasba je in koliko imate voljuma. Tukaj tale številka vam bo pač pokazala, koliko še imate goriva do praznega rezervoarja. Tukaj imate pa notri, če dobro pogledate, tukaj noter je pa v bistvu narisan jet in vi ga trimate. Se pravi, jet natrimate, evo takole gre gor in dol. Se pravi, to pomeni, koliko dvigneš premec, v zrak in v bistvu, da ga pravilno natrimaš za optimalno porabo in manevriranje vodnega skuterja. Evo, to upravljaš s tem, VTS gor, VTS dol.
Eco-mode je taka super zadeva za kruzat, majhna poraba, slabše odzivanje jet, kar pomeni, da počasi glisira, potem pa drži svojo, bom rekel, linijo. 45 km/h nekje imaš potem cruising speeda oziroma hitrosti. Tukaj ga trimaš gor dol, vse imaš, se pravi na levi ročki, izbiraš mode, se pravi sport, eko in tako naprej. Tukaj je tudi tempomat gor, ki lahko pritisneš, da ga imaš, pa trim, a ne. Tukaj pa izbiraš menu, gor dol, levo, desno in s tipko OK potrjuješ vse zadeve, a ne. V vodnem skuterju nikoli ne puščajte ključa, niti, bom rekel tako, mislim, kaj enkrat jet ne laufa, ne laufite muske, bom rekel, na akumulator, ker se zna zgoditi, da ga lahko pol tudi hitro spraznete in vam verjetno tudi ne bo pol užigal, a ne. Tako da vedno potegnete ven, ko hočete, da naprimer jet zgubi kontakt, samo enostavno potegneš ven ključ in to je to. Par sekund, če je aktiven tukaj le ekran, pol pa tudi to počrni, potemni in je zadeva končana. To bi bilo v bistvu, kar se tega tiče, same tele komande in upravljanja vodnega skuterja, spredaj vse. Zdaj se pa selimo v bistvu na zadnji konc. No, to, kar se tiče samega jeta in upravljanja jeta, bi bilo to, kar se tiče kokpita, vse. Evo, to je pa ergonomski, bom rekel, sedež vodnega skuterja. Se pravi, tukaj sedi upravljavec vodnega skuterja, za njemu pa v bistvu imata še prostor dva potnika. Tukaj se lepo človek lahko prime in pa tudi tale štrikac je primeren, da se sopotnik drži. Ok, to je to. Tukaj lepo noge noter naslonite, da ko ga boste res šponali na sport, da vas ne odnese dol iz jeta. Tako da tukaj se noter našpona noge, s kolenom je v bistvu lepo gumirana zadeva, ergolog se mu reče, tukaj se lepo zlijete s sedežem, potem pa sam tok, kakor vaše mišice dopuščajo, tok mu pol date na filter. Evo, zdaj smo pa v bistvu v krmi vodnega skuterja. Vodni skuter ima tukaj letale pokrovček, zdihtengo, ne ga zgubiti, res je drag ka pes. Služi pa namenu montaže ski-pilona. To pa je pomeni, da noter ustavite tak drog za vleko smučarja ali pa za vleko tube, a ne? Pa vejk pa te fore, a ne? Aha, tukaj zadnji so pol linki. Gledaš vedno, da imaš lepo noter zložene, poravnane s platformo, da niso moteči za uporabo. Če dobro pogledaš, tukaj je spet še en speed tie, spredi eden, zadnji eden, to pomeni, da ga lepo privežeš na pomol, premc in krmo, se pravi v premcu je en speed tie, v krmi je drugi speed tie, vedno obvezno daš na bok, se pravi bokobrane, kateri bojo vedno priloženi v prtljažnem prostoru, spredi enega, zadaj enega, se pravi v premcu enega, v krmi drugega, da potem lepo izvedeš prestajanje, da ni jet ves poškodovan. Evo, direktno v, se pravi, krmi imamo pa tukaj takole stopničko, katero potegnete dol pri krcavanju na jeta. To pomeni, ko ste padali v morje ali pa ko ste, naprimer, ko greste iz plaže, potegnete enostavno takole dol, stopnička se potem sama spusti gor, vi pa stopite v bistvu na tole poličko, lažje in se elegantno ukrcate na vodni skuter. Evo, ena zelo pomembna zadeva. Ko perete vodni skuter, ko ga uporabljate in ko ga perete, se pravi, zdaj ima dve funkcije. Tukaj spodaj imamo dva čepa. Ta dva čepa morata biti vedno zaprta in služita samo to, da ko vodni skuter izpirate, da izteče vsa voda, katera ostane v trupu plovila. Tako da morate vedno gledati, da se noter ustavi čep. To vam pokažem zdaj. Evo, čep se tako lepo ustavi noter.
tako in ga samo v smeri urnega kazalca šraufaš. Evo družba, zraven je pa na drugi strani je tale čep. Tukaj je pa v bistvu ta gardinja, ki sem že prej pač povedal, se pravi priklop narejen, da voda potem noter gre in opere mašino. Zdaj še to. Vedno, ko priklopite vodni skuter na vodo, vedno morate gledati to, da prvo zalaufate jeta in potem namudoma nataknete gor, se pravi šlauf iz odprto vodo. Nikoli ne smete dati prej gor vodo in zalaufati, ker ga lahko zagiftate zelo hitro. Pa še to, še enkrat poudarjam, ko spirate mašino, morate vedno gledati, da več kot 1 minute vodni skuter ne laufa na mestu zaradi pregrevanja. Evo družba, zdaj pa tako, mislim, da smo šli v globom v bistvu vse te stvari čez in da ste pripravljeni, da najamate vodni skuter. Vodni skuter najamate lahko na xrent.si. Spodaj vam prilagam tudi link, da lahko pogledate podrobnosti tega jeta, pa stopite v kontakt z nami, da ga potem tudi najamate. To je v grobom vse. 325 konjski športni vodni jet in pa cruiser v enem že čaka nate, da ga najameš.